Lep pozdrav, tu Blaž, danes pa bom govoril o Tini Maze in o tem, kako je razočarala vesoljno Slovenijo danes na Zlati lisici, ker je odstopila in ni prišla do cilja. In zdaj smo vsi žalostni, ker nismo dosegli svojih pozitivnih čustev sreče in veselja in zadovoljstva ob gledanju človeka, s katerim se poistovečamo, zato ker sami ne dosežemo tega, kar hočemo, in potem hočemo gledati druge ljudi, s katerimi se poistovetimo, zato da bi dosegli in si ustvarili čustvo sreče in veselja in zmagoslavja in nadrejenosti nad ostalimi ljudmi ali pa narodi, zato ker imamo nek razlog za to. V glavnem, sem opazil, kako se ljudje v bistvu zelo pogosto, še posebej pri televiziji, ko gledamo televizijo, ali pa recimo vsi zvezdniki, pa naj bojo filmski, športni zvezdniki, pevski, ne vem kaki zvezdniki in znani ljudje, v bistvu predstavljajo nek zunanji subjekt, neko zunanjo osebo, s katero se ljudje potem začnemo poistovečati, zato da bi ob tem, ob njegovih uspehih recimo, doživljali neke pozitivna čustva, kot sem že rekel, čustva sreče, veselja, vznemirjenja, občutka superiornosti, nadrejenosti in tako naprej. In seveda, kaj se zgodi, kadar nek športnik, tako kot recimo danes Tina, če ne doseže tega, kar mi pričakujemo, če ne doseže zmage. Seveda potem kaj? Doživimo ravno nasprotno čustvo, se pravi razočaranje, žalost, jezo, občutek manj vrednosti, inferiornosti. No, in na takšnih primerih lahko zelo očitno in jasno vidimo, da je nemogoče, da bi pozitivna čustva, kot so sreča, veselje, superiornost, obstajala brez negativnih čustev, kot so inferiornost, žalost, jeza in tako naprej. Enostavno zato, ker hkrati s tem, ko se mi ustvarimo čustvo, ki ga dojemamo kot pozitivno, hkrati s tem tudi ustvarimo čustvo, ki ga dojemamo kot negativno. Seveda ne doživimo ponovadi obeh hkrati, ampak vsekakor doživljamo obe polarnosti čustev. In recimo, zakaj jaz v sebi, zdaj razlagam svojo izkušnjo, jaz sem ugotovil, da se ob čustvih, ki jih definiram kot negativna čustva, da se počutim pač neprijetno ob tem. In sem se vprašal, zakaj bi si sploh želel taka čustva ustvariti in kako si jih sploh ustvaril. In sem ugotovil, da z razmišljanjem in z določenimi specifičnimi mislimi. In ker seveda se mi zdi veliko bolj, če nimam teh negativnih čustev, sem potem začel delati samo odpuščanje in sem si ta čustva začel odstranjevati oziroma ne ustvarjati. Ampak hkrati s tem sem ugotovil, da hkrati s tem tudi odpravljam oziroma moram nehati ustvarjati tudi pozitivna čustva, kot so pač občutek nadrejenosti, veselja, sreče, potem ko se poistovetim z nekom in nekdo zmaga in zdaj sem vzhičen in pač izžarevam pozitivna čustva, ki sem jih pač ustvaril z mislimi, z razmišljanjem o tem, da sem zdaj jaz superioren in vesel, da sem nadrejen, da sem zmagal, zato ker je zmagal nekdo, s katerim se jaz poistovečam, zato ker je Slovenec, jaz sem pa tudi Slovenec, in zdaj, ker smo oba Slovenca in ker je on dosegel tak super rezultat proti drugim, se imam jaz pravico počutiti superiornega nad drugimi narodi, zato ker pač imam razlog, s katerim lahko upravičim, zakaj je to zdaj moja pravica, da se počutim ful vzhičeno in superiorno in tako naprej. In v bistvu sem pa ugotovil, da so to vse take umske, čustvene iluzije, ki ne prispevajo na noben način k moji dejanski
k mojemu zadovoljstvu ali pa k temu, da se jaz v redu počutim sam do sebe, zato ker v bistvu ker so tudi pozitivna čustva, samo neka energija v mojem telesu, ki si jo ustvarjam, in dejansko, ko sem samo iskreno začel opazovati tudi ta pozitivna čustva, sem ugotovil, da tudi ta pozitivna čustva, veselja, sreča in ne vem kaj, niso tako prijetna, kot si jih ponavadi avtomatsko zamišljamo, da so. Zato ker nas prav tako motijo in pri tem, da dejansko smo sploh v stiku s svojim lastnim telesom, ker smo takrat v umu in celi usičeni in ne vem kaj, ne. In pač seveda isto ob tem spoznanju je to, da ne morem jaz imeti negativnih čustev oziroma pozitivnih čustev, brez da bi imel v nekem drugem momentu negativna čustva. Tako da. Čustva so en tak vrtiljak in če ustvarjamo čustva nevede, sploh avtomatično, kar večina ljudi neprestano počne, brez da bi se tega zavedali, potem se zgolj prepuščamo tem nekim energijam in se razjezimo, kadar ni nekaj po naših pričakovanjih in smo veseli, kadar si mislimo, da se lahko superiorno počutimo nad drugimi, ker je nekdo zmagal, recimo, in tako naprej. In to je vse en dejansko velik mindfuck. In hkrati pa je tudi nesprejemljivo to, da se toliko ljudi, da se ljudje tako posvečamo nekim športom in kujemo neke posameznike v zvezde in za njih navijamo in ne vem kaj. Ob tem, ko je toliko ljudi brez služb, ko trpi, ko so v bolečinah, ko nimajo kaj jesti, ko se vse te razne grozote dogajajo po svetu, ker jih pač mi, ljudje, dopuščamo, in to je pač odraz tega, da ljudje neprestano bežimo od lastne odgovornosti, ne samo do sebe, ampak do vsega, kar v svetu obstaja. Ljudje bežijo v to, v iskanje zabave, v ta šport, predvsem v šport in v neke zabave, v popivanje, v alkohol in vse možne druge droge, zato ker enostavno ne prenesejo tega občutka negativnih čustev, ki ga imajo v sebi, zato ker pač ne razumemo, ali pa ne razumejo ljudje sploh, kako si ta čustva ljudje ustvarjamo in kako lahko dosežemo, da ne bomo rabili si ustvarjati teh negativnih čustev, da lahko dejansko začnemo živeti v dihu v tem trenutku in enostavno si v življenju dejansko postaviti nek cilj, ki ne bo zgolj sebičen, ampak bo to naš cilj, naš namen v življenju takšen, da bomo skozi svoja dejanja dejansko pomagali zagotoviti sistem, kjer bo dostojno življenje vsem zagotovljeno, kjer nas ne bo strah izpostaviti tega, da se ljudje sebično obnašajo, kjer nas ne bo strah tega, da bi izpostavili neko nesprejemljivo stvar, neko ignorantsko ravnanje ljudi, zato ker bi nas bilo strah, da nas bodo potem prijatelji označili kot čudnega, kot čudaka, da bomo pol izobčeni iz družbe, da bomo ne vem kaj. To vse izvira iz strahu. Večina ljudi se enostavno podredi tem ustaljenim vzorcem družbene ignorance, če tako rečemo, ali pa družbenega vedenja, enostavno zato, ker jih je strah. Ker jih je strah, da bi drugače bili izločeni iz družbe. Seveda pa veliko ljudi tudi zato, ker ne vejo, da pač se lahko dejansko odločijo, kaj bojo, kaj bo njihov cilj, in da lahko svoja čustva umirijo in se čustveno stabilizirajo s tem, da nehajo razmišljati po določenih miselnih vzorcih, s katerimi si ta čustva nekaj ustvarjajo. In potem lahko dejansko se začnemo prvič sploh odločati, kaj mi bomo, ker dokler se mi podrejamo našim strahovom in našim čustvom in našim željam po pozitivnih čustvih, kot recimo takrat, ko gremo na neko tekmo, pa želimo, da bi naša ekipa zmagala, zato da bi mi se počutili superiorno in veselo, kaj tle počnemo, enostavno podrejamo se našim čustvom.
ker se enostavno neprestano želimo pozitivnih čustev in neprestano bežimo od negativnih čustev. In enostavno, ker nismo samo iskreni, ne razumemo, da pozitivna čustva ne morejo obstajati brez negativnih čustev in obratno. Ne? Da ne moramo imeti samo pozitivnih čustev, ne gre. Če smo si ustvarili pozitivna čustva, bomo neizbežno doživeli tudi negativna čustva. In kadar doživljamo čustva, smo zelo introvertni, imamo zelo omejeno zavedanje sveta in svojega telesa, ker takrat zapademo popolnoma v svoj noter, s katerim si ustvarjamo ta čustva in potem se osredotočimo na to energijo, ko jo čutimo okrog trebuha, pa okrog prsi, ne, karkoli že to je, neko čustvo, ne, spravi jeza, veselje, superiornost, inferiornost, ne, kaj, strah in tako naprej. In potem se podrejamo tem čustvom. No. In seveda je pač to nesmiselno. Zato, ker lahko iz osebne izkušnje povem, da zdaj, ko se pač odvajam te podrejenosti lastne do čustev, se veliko bolj sem zadovoljen, drugi me ne morejo manipulirati, ne padam več na te tipične družbene fore, s katerimi recimo določeni elitneži, ki vejo, kako človeški deluje, pač manipulirajo množice, ne, preko čustev, preko teh športnih tekem in preko filmov in preko ustvarjanja strahu v množicah in tako naprej. In se veliko bolj zavedam vsega, ne, in vidim pač vse te stvari, recimo vidim, da ljudje hodijo na te športne prireditve, zato da potem pijejo alkohol, zato ker bi se radi veselo počutili, zato ker se večino časa ne veselo počutijo, ampak žalostno ali pa depresivno ali pa jezno ali pa zdolgočasno, kakorkoli že. In potem skušajo to kompenzirati na tak način, da se udeležijo nekega dogodka, da bojo doživeli neka pozitivna čustva ob tem dogodku. In je vse to zelo banalno videti, ne? Zato ker na tem dogodku je vse tako, dajmo navijati, bomo veseli, smo razpoloženi, tako, ne vem, med tem, ko, ne vem, pol ljudi na svetu nima kaj jesti, pa umirajo od lakote, ne. Ampak ja, mi smo veseli, mi navijamo za našo Tino, ne, zmagala, zdaj je pa padla, zdaj smo pa utihnali, zdaj smo pa depresivni in žalostni in jezni in zdaj bomo šli domov in gledajte, to Tino, kaka je, ne, še smučati ne zna, zdaj bomo začeli šimfati, ne, da se ne bomo tako, da bomo njo okrivili, ne, zdaj nekoga drugega spet želimo okriviti za naše negativno čustvo te jeze in tega, ne, in pa govorimo, ja, on je kriv, ne. Vedno je nekdo drug kriv, nikoli nismo mi sami krivi za naša čustva, ne, tako si ponavadi mislimo, ampak to ne drži, ne, vedno smo sami krivi in odgovorni za svoja čustva. Ok, tako da, ja, svetujem vam, da obiščete v bistvu recimo spletno stran Deep Light, v kateri boste spoznali, kako deluje človeški kako si ljudje z mislimi ustvarjamo čustva, kako si lahko z orodji pomagamo postati čustveno stabilni, razširiti svoje zavedanje samega sebe in sveta okrog sebe, kako se lahko nehamo podrejati svojim čustvom in strahovom, kako lahko postanemo samodirektivni in si damo v življenju dejansko cilj, ki bo vsemu korist, ki ne bo sebičen, in spoznamo orodja, kot so samoodpuščanje, zavedno dihanje, samoiskreno izpisovanje miselnih vzorcev in podobno. Tako da, hvala za danes in se vidimo naslednjič, lep pozdrav.